Glede na to, da si v Slovenski ljudski stranki resnično že celo leto prizadevamo, da bi se nadaljevalo z gospodarskim delom razvoja v Sloveniji, vse na tistem področju, kjer se lahko, to pa je definitivno na področju črpanja sredstev, že vse skozi opozarjamo na to, kar se ni zgodilo v letu 2009. Torej ni prišlo do nobenih, resnično nobenih razpisov. Prvič, spomnite se, za centre odličnosti je bilo odobrenih samo 8 projektov in to izključno v Ljubljani. Za razvoj regij ni prišlo do tako imenovanega 5. razpisa, čeprav so občine bile pozvane, oziroma regije, statistične regije in sveti regij in seveda tem predsedujejo župani občin, da do junija predložijo nabor projektov, ki so bili seveda tudi na svetu regij potrjeni. Torej, kljub vsemu temu ni prišlo do tega tako imenovanega 5. razpisa, kjer stoji v tem trenutku 300 milijonov evrov. Kar je pa seveda še, bom rekel, vzporedno s tem še bolj grozno pa je to, da se je vlada celo leto 2009 ukvarjala s tem, kako bi že odobrenih 450 projektov, za katere je porabljenih preko razpisov 296 milijonov evrov, tako rekoč ne dobila povrjeno iz Evropske skupnosti. Skratka, nepojemljivo. S tem pa seveda izključno z enim namenom, blatenje prejšnje vlade in ministra Žagarja. Da seveda temu ni tako, pravijo dokumente. Gospa Hübnerjeva je bila v Sloveniji 4. marca 2008 in je takrat izjavila naslednje. Torej, Hübnerjeva, ki po pogovorih ni skopala s pohvalami na račun Slovenije v zvezi z črpanjem evropskih sredstev, poudarila, da bo Slovenija v prihodnjem obdobju dobila 10-krat več sredstev kot doslej, oziroma 4-krat več sredstev na leto, zato je zelo pomembno, da je država za črpanje teh sredstev dobro pripravljena. Leto dni kasneje, torej 9. marca letošnjega leta, ko je bila tu v Sloveniji, je povedala naslednje. Komisarka je sicer Slovenijo pohvalila, da zelo dobro črpa evropska sredstva, a dodala, da vedno obstaja potreba po pospešenem črpanju sploh v času vse hujše finančne in gospodarske krize. Torej, ona je povedala, da je 35% sredstev izčrpanih, 560 milijonov, ampak seveda iz vlade 2428. Torej, kljub temu, da so bile vse podlage, da bi se stvari peljale naprej, se to ni zgodilo. Zgodilo se pa je nekaj drugega. In do tega dokumenta, to iz vlade smo ga dobili, smo pač prišli včeraj. Spomnite se predstavite proračuna Republike Slovenije. Predsednik vlade je 9.10. v predstavitvi proračuna napovedal, da bo potrebno neke strukturne spremembe. Istočasno je pa povedal, da je ministrica takrat Ploštajnerjeva opozorila, da imamo v Bruslu torej potrjen sistem in da koliko bo prišlo do strukturnih sprememb, bi morali jovo na novo iti v Brusel usklajevati. 30. oktobra je predsednik vlade na nekem sestanku torej povedal, da je potrebno na projektih, ki so bili, torej 450 projektov, 296 milijonov evrov, ki seveda bremenijo tako občinske proračune, kot tudi državnega, ker zahteve za povračilo v državo so prišli,
država pa sedaj mora narediti zahtevek za povračilo iz Bruslja, da se to naj nemudoma zgodi. SVRL in Ministrstvo za finance so se končno 21. septembra letošnjega leta sedli skupaj, ker so imeli različna stališča. Pa vendar so se dogovorili, da bo SVRL skupaj z Evropsko komisijo torej preverila usklajenost interpretacije za tistih 450, torej Žagarove 4 razpise, 450 projektov oziroma 300 milijonov, če smo okrogli, 296. SVRL je to tudi naredila. 13. oktobra je imela, torej pred 2 mesecoma, tukaj na obisku direktorja DG regije iz Evropske unije, gospoda Nikolasa Matinija. In torej njemu so bile predstavljene vse okoliščine, skratka, in 10 dni potem, torej ekspeditivno, je bilo uradno posredovan tekst v Bruselj, ki je bil usklajen z DG regijo v Evropski skupnosti. Še več. Tega ne bom govoril na pamet, zato bom vam prečital, kaj piše v zapisu. Ne samo, da je bil usklajen, da bi potrdil celotno opravičenost že podpisanih pogodb v vrednosti 296 milijonov evrov, ampak so svoje stališče predhodno res, neformalno pa vendar preverili tudi z pravnim in revizijskim oddelkom znotraj DG regije. Torej je SVRL svojo nalogo, ki je bila zastavljena 21.9. naredil, s tem pa seveda sprosto možnost črpanja sredstev. 23. oktobra je to bilo poslano v Bruselj. No in sedaj nastopi laž, kraja, politična sabotaža, skratka vse najhujše, kaj se lahko temu reče, strani državne sekretarke, ki si je očitno vse skozi celo leto prizadevala tako zavreči 300 milijonov, ki so projekti že narejeni, in obremeniti državni ter občinske proračune in seveda zavreči možnost črpanja naslednjih 300 milijonov evrov. Prav na dan, in to bom vam seveda prebral, ko naj bi se podpisalo prej omenjeno pismo, pa je prišlo do telefonske intervencije na politični ravni ze strani državne sekretarke magistre Andreje Jerina, ki naj bi skladno z navedbami Evropske komisije gospodu Martinijo, ki je bil 13. oktobra v Sloveniji, posredovala informacija, da se glede problema razvoja regij še usklajujemo, da v pismu niso bila zajeta vse relevantni podatki in da bodo dobili novo pismo, ki da bo notranje usklajeno. Kdo pa je državna sekretarka Andreja Jerina? Tista, ki je delala na SVRL, tista, ki je dala iz računskega sodišča za te projekte poročilo z pridržkom, in tista, ki je danes državna sekretarka na ministrstvu pri dr. Gasparju, ki se želi prav vse blokirati, prav iz SVRL. To je ta državna sekretarka. Jaz pričakujem, da jo bo predsednik vlade nemudoma odstavil. Nemudoma. Ker tako škodljive v vladi, kot je ona, še pa jaz v tem trenutku nisem spoznal. No in seveda, da ni, bom rekel, začudenje, jeza, gnev samo v opoziciji, je seveda bil gnev, jeza tudi ministra Györkösa, in to upravičeno. Očitno je predhodno bivša ministrica Ploštajnerjeva prav zaradi takšnih pritiskov odstopila, kar smo seveda povedali pri interpretaciji njenega odstopa. No in da slišite naslednje. Naj posebej poudarim, torej to piše minister, da je šlo